No, v Sloveniji je svoboda tiska predvsem odvisna od treh dejavnikov. Eno je to, koliko imamo vsi državljani enake pogoje za ustanovitev nekega medija, koliko imajo vse družbene skupine, tudi politične, enake možnosti do podajanja obvestil v teh medijih in tretjič, koliko imamo novinarji enake možnosti za svoje ustvarjanje. In zdaj, če gledava že temeljno vprašanje, je to, ali imamo vsi novinarji enake možnosti v vseh medijih, ko pa vemo, da so recimo pri nas mediji večinoma nagnjeni v eno stran, recimo levo. Ali ima lahko novinar, ki dela recimo pri časopisu ali pa pri mediju, kjer uredniško podpirajo recimo levico, pa sam recimo razmišlja drugače, enake možnosti kot tisti novinar, ki razmišlja tako, kot veleva uredniška politika. Logično je, da v taki situaciji lahko tak novinar medij zapusti in se pridruži mediju, ki bi zastopal podobna stališča kot on, vendar pa Slovenija nima Frankfurter Allgemeine Zeitunga ali kakšnega podobnega časopisa, jaz mislim recimo kakšen konzervativni dnevnik. O razlogih, zakaj ga nimamo, pač ne bomo razpravljali, ker pač je to tukaj več vprašanj, ampak ravno zaradi tega dejstva želim povedati to, da imamo pri nas eno skupino novinarjev, ki ima v bistvu, ki je deležna te, pravice in svoboda tiska, in ene skupine, ki pač temu ni deležna. Za primerjavo bi rad navedel primera, ko je Delo domnevno prevzel recimo takratna vladajoča politika, recimo SDS, če ga je prevzel. Zdaj v uredniški politiki se to, ne vem, mogoče se je to poznalo na pluralnosti. Novinarji, ki se niso strinjali recimo z dvojcem Slivnik-Jančič, so recimo šli na Dnevnik. Ko se je pa zgodilo podobno Magu in so zamenjali uredniško politiko, pa recimo novinarji nismo mogli iti recimo na kakšen podoben Dnevnik ali ne vem, kamorkoli, ampak smo morali najti založnika, ki je naredil, posebej ustanovil časopis Reporter. In če ga ne bi, potem pač bi verjetno bili razdeljeni, razkosani po redakcijah Dela. Vprašanje je, koliko od nas bi smelo pisati sploh v politiki in kaj bi sploh smeli še pisati. V tej zvezi bi rad povedal, da v bistvu glede na to, da so mediji v večinski lasti ali države, kjer pač vlada levica in ali pa recimo njenih prijateljev, pritiski večinoma prihajajo iz te strani. Ko so govorili o lastninjenju, bi rad povedal to, da je lastninjenje že potekalo že pred prejšnjimi leti, precej zapleteno, skrivno. Recimo Dnevnik je bil lastninjen tako, da so ga nekako, da so te delnice niso prodali na javnem razpisu, kot zdaj počnejo Delo pa Večer, ampak je pač prišel do večinskega deleža eden od političnih prijateljev Gregorja Golobiča. Delo in Večer sta recimo bila lastninjena tako, da se jih je preko skrivnih podjetij polastil Boško Šrot in takrat noben od novinarjev ni tako protestiral, kot recimo zdaj, ko pa se stvari dejansko dogajajo transparentno na javnem razpisu. Boljšega primera prodajanja časopisov kot na javnem razpisu ni.